Dober večer. Moram reči, da sem imela kar tremo, ko sem se začela pripravljati na ta intervju, namreč kolega dr. Peter Čeferin je legenda med odvetniki. Jaz sicer v tem poklicu nisem prav dolgo, 7. leto, bo 1. januarja 2022. In tako kot kolegi odvetniki s spoštovanjem govorijo o Petru Čeferinu, malokrat to slišiš. Peter je predvsem izjemno pameten gospod, naredil je ogromno za odvetništvo, tudi na funkcijah, ki jih je imel kot podpredsednik odvetniške zbornice, kot član državnega sveta, predstavljal odvetništvo v tem drugem domu našega parlamenta. Vsi mi mladi, pa tudi malo mlajši, ga pa predvsem gledamo z nekim občudovanjem. Če bi bil malo mlajši, bi se kar zaljubila vate, Peter. Pa tudi tako se mi všeč, da je mož tle, ne, lahko malo kibiciram. Skratka, kar nekaj stvari sem o tebi prebrala in že na začetku samo lahko rečem, da ne vem, če te bo v odvetništvu kdaj kdo dosegal, presegal pa verjetno težko. Skratka, dr. Peter Čeferin, dobrodošel. Tikala se bova, ker se kolegi odvetniki vedno tikamo, poznava se tudi že kar nekaj let, no. Tako da, Peter, hvala lepa, ker si se odzval vabilu Ruske dače, mojemu vabilu. Kar nekaj vprašanj sem si pripravila. Tudi tvoj oče je bil odvetnik, a drži? On je bil profesor zadružnega prava na biotehnični fakulteti. Bil je pravnik. Bil je pravnik, ne odvetnik. No, potem sem napačno informacijo na Wikipediji prebrala. Veš, škrbina se temu reče na Wikipediji, ne? Ampak kako je to, da je bilo pravo doma v vaši hiši vplivalo na te? A si ti, preden si se odločil za kariero pravnika, morda razmišljal o kakšni drugi karieri, ali bilo to iz prve? Pravnik bom, odvetnik bom in to je bila tvoja pot. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer. Preden bom odgovoril na vprašanje ugledne kolegice, bi rad povedal, da je Nataša preskromna. Mene je tukaj hvalila. Ona ima 1000 pravzaprav sposobnosti, ne? Od tega, da je odlična odvetnica, vrhunska specialistka za intelektualno lastnino, osebnostne pravice in tako dalje. Bila je od stewardese do skoraj generalne direktorice. Jaz bi jo tudi rad videl v novi vladi, če bi se pustila pregovoriti. Ampak, če odgovorim na vprašanje, pa še pevka je fantastično poje. Najprej sem bral, danes pa slišal. Pa mislim, da bomo še slišali kakšno njeno prelepo pesem. Zate sva pripravili s kolegico dve na koncu, tako da bom mačkan. No, če odgovorim na to vprašanje, v naši družini je veliko pravnikov. Bil je moj star oče, poleg moje malenkosti še moja edina sestra, 2 sinova in 2 vnukinji. Poleg tega pa sem se rodil nasprot pravne fakultete. Sem pa razmišljal, preden sem se vpisal na pravo, da bi šel na Igralsko akademijo. Pa pisal sem ene drame in tako naprej, ampak ker so bile slabo plačane, sem se odločil, da grem v advokaturo. Pa nisi šel samo zaradi denarja v advokaturo, vem, da ne, Peter. Ti ta poklic živiš, mislim, kad meni nekdo reče, dr. Peter Čeferin, odvetnik, sploh ne pomisliš na nič drugega kot na gospoda v kravati, ki je sodnikom paral živce, o tem bova še malo več, ne, tudi spregovorila. Ampak preden greva v tvoje odvetniške dogodivščine, ne morem mimo tega, ker me je kot odvetnico, kot pravnico tako zelo bolelo to, kar se je zgodilo dr. Ljubomu Ovconu, ko je umrl, da sem rekla, da bom tudi tebe to vprašala. Namreč ne vem, če ste sledili, ne, kolega, cenjeni, v tem našem prvem svetu za varstvo temeljnih človekovih pravic, tudi ti, Peter, si bil član tega sveta, zato vem, da si ga zelo dobro poznal. Tudi jaz sem že toliko stara, da je bil prav profesor Bavcon, moj profesor kazenskega prava
In ko je umrl, a vam povem, da sem se skoraj zjokala doma, ko sem brala tiste nagravžne komentarje, kako v nič so dajali njegovo delo in vse, kar je naredil, da mi je bilo res prav hudo pri srcu. In Peter, res ne zameri, kako pravzaprav ti gledaš na te brutalne izjave, ja res je, predstavnikov desne politične provenience, žal, ne? Kako gledaš ti na to ob smrti dr. Ljuba Bavcona? No, mene je profesor Bavcon povabil v svet leta 1988. 1990 sem bil pa imenovan na seji vseh zborov takratne skupščine. Ti si omenila v svojem vprašanju, da se je svet ukvarjal predvsem s splošnimi zadevami. Ne? Svet se je ukvarjal tudi s konkretnimi zadevami. Jaz sem na pobudo profesor Bavcona organiziral slovensko obrambo kosovskih rudarjev v zadnjem političnem procesu pred razpadom Jugoslavije. O tem bo še malček več kasneje. Poleg tega me je pa profesor Bavcon zadolžil, da sem pregledal zapore na Povšetovi, ker je svet dobival nenehno pritožbe zaradi neznosnih razmer v tem zaporu. In šel sem v ta zapor in sem ga pregledal od podstrehe do kleti brez asistence personala in sem ugotovil recimo mnogo stvari, med drugim tudi sem izmeril, koliko pride prostora na enega pripornika in sem izmeril, da sta bila to 2 kvadratna metra, kar sem v poročilu označil za velikost krste. No, zanimivo je, da je tudi Evropsko sodišče 2-krat obsodilo Slovenijo zaradi te prostorske stiske in sicer so ocenili ravnanje države v teh zaporih kot mučenje. Tako da moram se pridružiti tebi, da sem bil tudi jaz hudo prizadet, ogorčen nad pisanjem. Stari Rimljani so spoštovali izrek demon tu iznilni si bere. To se pravi o mrtvih samo dobro. Te tipi, ki so pa to pisali, obrekovanja, žalitve in tako dalje, to je pa izven osnovnih civilizacijskih načel. To ne moš reči drugače, kot si rekla, da so se ti gražali. Ampak te ljudje nimajo nobene mere, delajo, kar jim pade na glavo in mislijo, da lahko vse delajo. Žal, o politiki bova raje danes manj, morda bova še kakšno rekla, ki je na sredini, tam pa enih 20 minutkah bova naredila ene kurce pauze. Odvetništvu si posvetil ne samo svojo strokovno, profesionalno, delovno kariero, ampak tudi akademsko. Torej, doktorat je bil posvečen odvetništvu na Slovenskem. Zagotovo ni človeka, ki bi o tem cehu vedel več, kot veš ti. Doktorat, mislim, da si tudi pri 150-letnici odvetniške zbornice sodeloval, ko je nastal ta velik zbornik. Odvetništvo od tvojih začetkov, odvetništvo danes, vidiš kakšne spremembe, smo odvetniki boljši, slabši, bolj cenjeni, manj cenjeni. Kje smo? No, jaz sem imel ta privilegij, da sem pravzaprav odkril arhiv odvetniške zbornice od leta 1868 do danes. 10 let sem ga študiral in bil sem navdušen, tudi doktorat sem naredil na to temo. Namreč najvažnejša in najpomembnejša lastnost odvetnika je njegova poklicna neodvisnost. Eno temeljnih načel kodeksa odvetniške poklicne etike je, da mora biti odvetnik neodvisen od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo pravilno, korektno in najbolje zastopal svojega klienta. V vsem svojem ravnanju pravi kodeks naj izkazuje poklicni in državljanski pogum. Nekoč je na Slovenskem odvetnike imenoval cesar. Zatem
Višje deželno sodišče, potem minister za pravosodje, justični minister na Dunaju, vse do leta 1868. Zdaj predstavljajte si, a je lahko odvetnik neodvisen, če je odvisen od milosti vsakokratne oblasti, a je lahko neodvisen, če mora biti prijazen oblastnikom, da lahko ustraja v tem poklicu, ker sicer ga zamenjajo. Leta 1868 pa je bil sprejet advokatni ordnung, to je prvi odvetniški zakon, ki je ustanovil odvetniške zbornice. In na Slovenskem je bila 1868 ustanovljena Kranjska odvetniška zbornica, ki je pravzaprav bila najbolj aktivna od vseh zbornic, ki so jih sledile. Zdaj, če bova v nadaljevanju še kaj o tej zbornici povedala? Bova. Zdaj, nekaj elementov od tega, kaj je najbolj pomemben poudarek neodvisnosti odvetnikov, to, da niso imenovani od ministra za pravosodje. Pa vsem še vprašanje, ali misliš, da se v odvetništvu še da kaj izboljšati? A smo odvetniki neodvisni, če nam danes tarifo kroji spet ministrstvo za pravosodje? Zdaj, na koncu, en nadzor mora biti, da cene ne podivjajo v nebo, bo še rekel verjetno, že itak smo dragi, ali ne, tako pravijo. Kako ti vidiš odvetništvo danes? No, lej, čisto kratko zgodovinski pregled zbornice. Kranjska odvetniška zbornica se je rekel, da je bila najbolj aktivna. Leta 1889 je bila obravnava na Višjem deželnem sodišču v Gradcu, kjer so nastopali slovenski odvetniki in slovenske stranke. In takrat, kadar je bila taka situacija, po takratnih avstrijskih predpisih je moral postopek potekati v slovenščini. Ker pa je predsednik senata sprejel sklep, da bo postopek potekal v nemščini, so sklicali naši slovenski odvetniki, takrat, ki so bili osebnosti, izredni občni zbor, zamenjali nemškega predsednika zbornice za slovenski in sprejeli revolucionarni sklep, da je od tega dne dalje slovenščina v nemški, avstrijski državi izključni uradni jezik zbornice. Še primer. 1908 leta, recimo, so bile v Ljubljani demonstracije, takrat so bile demonstracije. In avstrijske oblasti, takrat je bilo že tik pred Prvo svetovno vojno in tako dalje, so zelo ekstremno strogo postopali zoper protestnike in so jih zapirali. Takrat zbornica ni bila tih, ampak so poslali na Dunaj justičnemu ministrstvu spomenico, v kateri so zapisali, da ni dopustno demonstrante zapirati vse dotlej, dokler niso razglašene izredne razmere. In tako dalje. Kasnejše zbornice niso bile tako super fantastične, me niso toliko navduševali, ampak vse. Pa je bila Prva svetovna vojna, SHS, Kraljevina Jugoslavija, takrat je zbornica slovenska vložila ogromno naporov, da bi imeli v Ljubljani vrhovno sodišče, ampak kljub temu so ga pa imeli v Zagrebu. Zasluga novejših zbornic, odvetniške zbornice Slovenije, pa je po moje največja v tem, da so uspeli, da tudi v času komunizma ali pa socializma, da je odvetništvo vedno ostalo zasebna dejavnost in ni bilo nikoli podržavljeno. To je velik uspeh zbornice in po moje tudi največja zasluga. Zdaj, večkrat si govoril o zbornici, me pa vseeno zanima, kako si čez svojo kariero gledal na kolegice in kolege odvetnike. Ali smo odvetniki, odvetnice danes še tako spoštovani, kot smo bili včasih? Smo si sami krivi, če nismo? No, najprej bi tole povedal. Jaz sem postal odvetnik leta 1967. Takrat je bilo 230 odvetnikov. Na današnjih danjih je 1850.
tovariš, ki ga radi se imamo, pa vsi se poznamo, tega ne more biti več. Ne? Ampak, kar se ugleda tiče, je ta ugled odvisen od ravnanja vsakega posameznega odvetnika. Ne? Stari advokati so rekli včasih, da se denar ne služi z ritjo. Ne? To je pomenilo, da tisti, ki sedi cele dneve na razpravah, najmanj zasluži. Ne? Zato imamo danes tudi odvetnike, ki se ukvarjajo z lobiranjem in z drugimi rabotami, ki prinašajo mnogo večji dobiček in dohodek. Ne? Seveda ti ne dvigujejo ugled odvetništva, ampak nasprotno. A ste se včasih odvetniki, odvetnice več oglašali ob družbeno pomembnih in perečih temah? Če malce obrnem svoje vprašanje, bi se morali mi, no jaz se sicer kar velik, ne, morda kdaj celo preveč, več oglašati kot predstavniki, ki poznamo določeno stroko, se ti zdi, da smo pretiho ali da smo preglasni? Pa če mogoče narediš primerjavo, ne vem, 20-30 let nazaj, danes. No, vsak človek, ki je pošten, zlasti pa intelektualec, ne sme biti tiho, če naleti na nezakonito, protiustavno, neetično, nemoralno ravnanje vsakokratne oblasti. Posebej ne bi smel biti tih odvetnik, niti ne odvetniška zbornica. Žal, razen Nataše, pa še kakšnega, pa še jaz včasih, ne, so bolj tiho ti odvetniki. Ne. Jaz ne bom pozabil besed Martina Luthera Kinga, ki je rekel, ko bo vsega tega konec, bomo pozabili na besede sovražnikov. Nikoli pa ne bomo pozabili na molk prijateljev. Jaz pa vem še en lep izrek od Martina Kinga juniorja, ki je rekel, naše življenja bodo ugasnila tisti dan, ko bomo obmolknili o stvarih, ki so pomembne. Tako je. Ja, hvala za Peter ti za to lepo misel. No. Zdaj so govorili o tem, kako naj se odvetniki, ne, da bi bilo prav, da se več oglašamo v javnosti. Pa deva potegniti zgodbo malček na drugo stran, na drug breg. Kaj vse pa odvetnik lahko naredi za svojo stranko? Kje so tu meje? No, jaz... Gospa je rekla, jih ni, ne? Si slišal? Kaj? No limits, je rekla, ni meja, kaj lahko narediš za svojo stranko. Brate, spoštovane ostali bišče. Lej, jaz se večkrat spomnim na eno kratko definicijo kazenskega postopka, ki mi je najbolj všeč. Kazenski postopek je spopad med enormno močnejšo državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem, in šibkim posameznikom na drugi strani. Med obema neenakima nasprotnikoma je en sam odbijač in to je odvetnik. Zato je njegova naloga, da naredi vse, kar mora, pa ne samo kar mora, tudi kar more. Jaz sem se, moram reči, vse življenje trudil v maksimalnem angažiranju za stranko. Ker sem prvega zagovarjal, sem naredil eno veliko napako, ker sem mu rekel, da bo oproščen. Povem, da bo pa 9 let strogega zapora. Potem sem bil pa tako prizadet, da sem v Fičotu sedel pred sodnijo Ljubljansko in so se mi noge tresle in se nisem mogel odpeljati domov. Potem prišla pa ena sodnica, mi je rekla, poslušaj, če boš ti tako trpel pri vsaki sodbi, pa pet v drug poklic. No, potem sem se pa odločil takole. Vsakokrat, ko bom zaključil eno obrambo, se bom vprašal, a sem res naredil vse, kar bi moral in kar bi mogel. In če bi odgovor pozitiven, sem se noge niso v Fičotu. Se ne noge niso vešli. Sem se lotil novega primera. Torej,
maksimalno, ne, se to tebe tudi najbolj zanima, pa verjetno publiko, sem se razboril v enem procesu. Si zato sem, da pa moram več prej prebrati, kaj si ti izrekel takrat. Ne, pa nisem to, kar v zadnjega pisal. Še več? Bomo izvedeli še kaj. Boš slišal, kaj sem se rekel. Namreč, jaz sem leta 2002 prevzel obrambo 22 let starega fanta, ki je bil obtožen trojnega umora. Jaz sem bil od prve minute dalje prepričan, da ta fant, ki je bil kreten, kakor kaj drugega, ni bil sposoben tega narediti. In proces traja še danes. Zahteva za varstvo zakonitosti in tako dalje. Ves cajt ga zagovarjam. Karkoli sem predlagal v tem procesu, so zavrnili. Noben dokaz niso izvedli. Sodni izvedenci so bili popolnoma nesposobni razumeti zadeve. V kasnejših letih so nastopili drugi izvedenci, ki so povedali, recimo, en profesor forenzične psihologije iz Mariborske fakultete za varnostne vede je pred pol leta napisal en članek, ki ga je poslal tudi Vrhovnemu sodišču, da so vsa mnenja slovenskih sodnih izvedencev za psihologijo na napačnih podlagah. Na podlagah, ki so jih svetovni izvedenci že pred 20 leti opustili, tako dalje. Poleg tega sem v tem procesu najdel druge storilce. V Beogradu so aretirali eno kriminalno združbo, med drugim tudi poklicnega morilca, ki je že 20 ljudi za denar umoril, ki je priznal, da je on izvedel ta trojni umor, za katerega moj sedi že 19 let. Obsojen je bil pa na 30 let. Skratka, ne glede na vse to, je v tem procesu državni tožilec naročil policiji brez pravne podlage, da me med procesom spremlja in poroča tožilcu, kaj delam, skozi sem se stal in tako dalje. In takrat sem, tako rekoč bi rekel, ilustrativno znoril. Dvignil sem glas in začel uporabljati izraze, ki jih nikdar v življenju predtem nisem uporabil, pa upam, da jih tudi ne bom več. Lahko preberem. Za sodišče, čak, ti skr, preber, ampak imaš slišal nekaj grezga. Ok, samo toliko, da boste vedeli, o čem s Petrom govoriva. Namreč sporne besede, ki jih je kolega izrekel, tako napisal, podvučeno žutom, po moje si dal v črno. Pa vpil. Napisal pa vpil. Napisal je takole. Da gre zgolj za neosmišljenjo, nakladanje polno kontradikcij, govori tudi dejstvo, da izvedenec svojih umotvorov ni povezal z nobeno konkretno duševno motnjo, še najmanj z osebnostno motjo, za katero se je sam proglasil za eksperta. Se pravi, uporabil si besede strokovna šibkost, šlamparija, to je bilo verjetno takrat kar nezaslišano. Povej, kaj si še napisal, pa nisem našel. Poleg tega sem pa sojenje označil za sodno farso. Državnega tožilca sem obtožil, da skriva dokaze, ki so moji stranki v korist. Za izvedence sem pa napisal, da so njihove strokovne podlage iz kamene dobe. In zaradi tega so vsa sodišča v Sloveniji kaznovala zaradi razžalitve sodišča, tožilstva in pa sodnih izvedencev, in jaz sem kazni plačal, potem sem pa začel pritoževati in pristal na Evropskem sodišču za človekove pravice. To sodišče pa je leta 2018 razsodilo, da sem ravnal prav, da so mi slovenska sodišča kršila pravico do svobode izražanja, in Slovenijo so obsodili, da bi moral plačati odškodnino za duševne bolečine, ki je zato trpel pri tem procesu. Zanimivo je stališče Evropske sodišče za človekove pravice, da je kaznovanje odvetnikov nevarno zaradi tega, ker ima lahko zastraševalni učinek. Če bo odvetnike kaznovali pri vehementni čvrsti obrambi, se lahko zgodi, da bodo postali prestrašeni, da bo kvaliteta obrambe padla. In
Zanimivo, da slovensko pravosodje se ni ukvarjalo s tem, da sem zmagal, ne? Ampak so še zmeraj razpravljali, kakšne grde besede sem uporabljal, ne? Tako da gremo naprej, ne? Ja, vmes bi povedala eno svojo izkušnjo, ne? Tudi jaz sem bila kaznovana enkrat. V enem sodnem postopku sodnik ni hotel napisati na zapisnik ugovora dokaznemu predlogu. In pol sem jaz že toliko bila jezna, da sem rekla, prav, pol pa to sprinti, da bom pa na zadnjo stran na roke napisala pač tisto ugovor, ne? In pol je ta sodnik čist znoril, ne, in je rekel, v tej sodni dvorani govorim jaz, ali boste utihnili? In jaz nazaj rečem, watch me. Je rekel, spoštovani, 800 €, ok. Ne, pa to sem rekel. Ampak moram vendarle povedati, da naslednjič, ko sem prišla na obravnavo, je sodnik potegnil to nazaj, jaz sem se mu upravičila, ne, ampak sem bila res tako razburjena, ti si bil verjetno 10-krat bolj, ampak ok, ne bomo o meni, greva nazaj nate. Kako sladka je bila ta zmaga na Evropskem sodišču za človekove pravice? Ali ti je katera iz sodnih dvoran ljubša kot ta, ne? Ali ti je ta najljubša, najbolj pomembna? No, ta sodba je bila za mene najpomembnejša iz različnih razlogov. Prvič, ker so mi dali prav, je bila ta sodba novo dejstvo, zaradi česar sem lahko predlagal obnovo postopka. Čeprav ni bila uspešna, ampak postopek še traja. Drugič, dali so prav odvetnikom, ki se maksimalno angažirajo, podprli so aktivno, intenzivno obrambo, ki je potrebna. In zanimivo, da so mi številne zbornice čestitale, ne, za to zmago po državah raznih, ne, razen slovenske. Pa tudi sodilo je 7 sodnikov, vsak iz druge države v tem senatu. 6 sodnikov je bilo zato, da se meni ugodi, en je bil pa proti slovenski. Ampak vse smo navajeni. Ja, to pa res. Zdaj so govorili o tej sladki zmagi, ne, del odvetniškega poklica, sam si rekel, so seveda tudi porazi, ne, slabost v fiču, noge so se tresle. Kater tvoj poraz je bil pa zate najbolj boleč? Ta prvi zagotovo, ne, tam, ko si obljubil, da ne bo šel v zapor, pa je šel za 9 let. A sploh veš, koliko primerov si čez sodnijo sfural v tej tvoji dolgi zgodovini? Imaš preštete, kaj si? Ja, jaz sem imel v 54 letih, odkar sem odvetnik, okrog 50 000 stran. Po 3 na dan sem računal, da so prišli. Zdaj, najbolj boleč je ta primer tega Ivana Periča. Namreč, na osnovi te sodbe Evropskega sodišča sem jaz vložil zahtevo za obnovo kazenskega postopka. 2 leti sem delal na tej vlogi. 2 leti. Obiskal sem več držav. Plačal sem ogromno izvedencev, ampak tega fanta jaz 19 let brezplačno zagovarjam, ker nimam denarja. In sam plačujem izvedence, ker so me tudi vsi ti v pisarni, da toliko stroškov naredim 20 let. In potem sem napisal vlogo, dolgo, najdaljšo v moji karieri, ne vem, če ste kakšno daljšo, 150 strani, 150 strani sodno vlogo, kateri sem priložil 1000 strani prilog. Angažiral sem celo prvega sodnega izvedenca za telefonijo, ki ga takrat, ki so sodili Periču, ni bilo. In ta je po teh mobitelih in tako dalje čira ugotovil, da moj klient 15. avgusta 2002 sploh ni bil v Rovinju. Angažiral sem najboljšega srbskega izvedenca za sodno medicino, ki je rekel, da ni nujno, da so oni sploh umrli 15. avgusta, pa tudi, da dopušča možnost, da je bilo več strelcev, glede na komplicirano situacijo. In po vsem tem, in po 2 letih mojega, prostite izrazu, Hrise Sav, so na 14 straneh napisali ljubljanski sodniki, da nisem predložil novega novega dokaza.
Zdaj, moraš biti hudičo močan, da to zdržiš. Pa sem pa naredil pritožbo, pa sem rekel, dajte prav to razveljaviti, pa dajte 3 sodnike, da bojo na novo odločili. Pa so tudi oni zavrnili. Zdaj pišemo pa zahtevo za varstvo zakonitosti. Še zadnja možnost, ne? Ja, No, še ostalo. pa še človek, dobro, zadnja v rednem sodnem postopku. Mislim, da si zelo ponosen, na začetku si že omenil, ne, na ta del tvoje kariere, namreč, ko si leta 1989 odpotoval na Kosovo, kjer si skupaj s kolegi organiziral obrambo kosovskih rudarjev, ker so stavkali, so bili namreč rudari obtoženi rušenja državne ureditve takrat Jugoslavije, ne, po več mesec trajajočem procesu je bila vendarle izrečena oprostilna sodba vsem obtoženim, Azem Vlasin so obtoženi, je primer, verjetno se ga tisti starejši še spomnite. Dej povej, v ozadju, kaj vse se je dogajalo, kaj te vleklo na Kosovo skupaj s kolegi, a tam niso imeli dosti dobrih odvetnikov, kaj je bil trigger? Takratna ZSMS, Zveza socialistične mladine, je zavedajoč se pomena tega procesa, ker to je bil tik pred razpadom Jugoslavije, je pisala svetu, predsedniku sveta Balconu, če lahko svet organizira zbiranje denarja za kosovske odvetnike. Mene je zadolžil profesor Balcon, da stopim v stik s temi kosovski odvetniki albanske narodnosti. In oni so rekli, da ne marajo menega denarja, ampak da hočejo, da 4 slovenski odvetniki pridejo dol, pa več mesecev zagovarjajo. In jaz sem šel na sejo Ljubljanskega odvetniškega zbora v Unijo in sem dal na mizo 34 kolegov, ti še nismo takrat, je bila mlada. Sem dal na mizo 2 listi, na eni pisali spodaj podpisani, so pripravljeni oditi na Kosovo in brezplačno zastopati rudarje za nedoločen čas. Na drugo listino sem pa napisal, spodaj podpisani so pripravljeni nadomeščati kolege na Kosovu ves čas njihove odsotnosti v njihovih pisarnah, obravnavah in tako naprej. In od 34 odvetnikov, mislim, to je zgodovinska zadeva, od 34 odvetnikov ljubljanskih, ki so bili tam na večerji, se jih je 13 podpisali, da so pripravljeni jeti brezplačno zagovarjati za nedoločen čas in pustiti svoje pisarne. Vsi ostali so se pa podpisali na listo, da so pripravljeni nadomeščati. Najprej sem zbral še 3, ki so 4 hoteli, pa smo odkorakali na Kosovo. To je bilo več mesecev trajajoč proces, sedeli smo v eni tovarniški hali, ki je bilo tako malo prostora, da nisem mogel pisati. Po kondensiji, po tleh je voda tekla, mislim. Bilo je 14 obtožencev, 30 odvetnikov, srbska udba, pazniki in pa velika sreča svetovni tisk. Svetovni mediji so bili vsi tam, ker so čakali, kaj se bo zgodilo. No, na začetku procesa sem jaz vstal, sem rekel, druže predsedniče, a mi poveste, koga zagovarjam jaz tudi. Ker ni bila dana možnost se sploh pogovarjati s klientom. In to je bil tak šok, da so novinari tekli ven na telefone in čez pol ure so radijske postaje od Madrida do Tirane poročali, kakšen je ta proces. No in takrat je tudi po moje Milošević pogledal, da to ne bo šlo naprej, ne? In je bila po več mesecih izrečena oprostilna sodba. Ampak bi pa 2 dogodka omenil, ne? En je bil žalosten, drugi pa bil vesel, da ne bo tako tragično še skupaj. Ta proces so spremljale neverjetno nenavadne okoliščine. Najprej niso mogli dobiti sodnika, ki bi hotel soditi. Eni so šli kar v penzion, drugi so šli na bolničko in gotovo, niso najdli sodnika. Pa so najdli enega sodnika turške narodnosti, ki je do takrat izrekel na Kosovo največ smrtnih obsodb. Ker za to dejanje je bila predpisana tudi smrtna kazen. Tik pred razpravo je k temu sodniku izbranemu pristopil njegov edini sin in je rekel, oče, če boš kogarkoli v tem procesu obsodil, me ne boš nikoli več videl.
In s tako presijo je ta sodnik začel sojenje. Obtožbo je zastopal mlad tožilec romske narodnosti, ki niso hoteli, da bi bil Albanca, pa Srb. Temu tožilcu so obljubili, da bo dobil mesto na zvezdnem javnem tožilstvu v Beogradu, če bo dosegel obsodilno sodbo. Ker tega ni bilo, ga je zadela par mesecev po koncu procesa KAP. Najboljšega našega odvetnika, ki je bil v naši skupini albanske narodnosti, pa so nekaj mesecev po koncu procesa skupaj z obema sinovoma, ki sta bila njegova odvetniška pripravnika, na vratih njihove pisarne ustrelili tako zvani neznani storilci. To je sam drobec okoliščin, lahko bi vam pa 3 dni razlagal. Zdaj pa eno bolj besedo. Albanski kolegi so nas povabili slovenske na večerjo. In meni so kot vodji slovenske obrambe ponudili eno jed, ki jo Albanci ponudijo častnemu gostu. In to je bila ena jagenčkova glava, preparirana z čudovitimi zelišči, zelo lepo je dišal. In sem slastno ugriznil tisto glavo, jagenčkovo, in mi je sprednji zob not ustal. In pa sem rekel, tovariši, jaz jutri ne grem na obravnavo. Jaz z luknjo v ustih ne bom pred svetovno televizijo še stal. Pa so pa rekli, pa jedi, Peter, pa jedi, pa sem rekel, ne grem, pa jedi. Pa en rekel, pa slušaj, Peter, in prije nisi bil neki Claire Gable. Pa sem pa rekel, pa grem. Kakšne zgodbe, ja. Veš, kaj me zanima, Peter, ne? Takrat ste se res zbrali slovenski odvetniki skupaj in naredili to plemenito dejanje, jaz mislim, da lahko temu tako rečem. A misliš, da bi bilo danes možno še organizirati kaj podobnega? Torej, moram sicer reči, da smo, recimo, slovenski odvetniki tudi brezplačno zagovarjali, recimo, Janšo in tovariše pred vojaškim sodiščem, ne. Tudi sem zagovarjal boljšno rade. Ampak dvomim pa, da bi bili danes kakšni odvetniki pripravljeni jeti za več mesecev v tujo državo brezplačno zagovarjati neznane politične obtožnice. To pa dvomim. Moram pa s tem v zvezi povedati, da je Odvetniška zbornica Slovenije naredila še eno dobro dejanje. Takrat ta četverica so jo zagovarjali oficirji pravne službe, njih niso smeli zagovarjati odvetniki. In mi smo sprožili na Ustavnem sodišču Jugoslavije ustavni spor in dosegli ob soglasju vseh ustavnih sodnikov Jugoslavije, da so bile razveljavljene tiste določbe zakona o vojaških sodiščih, ki so prepovedovali obrambo z odvetniki. In tako so odpustili svoje oficirje pravnih služb in so prevzeli obrambo odvetniki. Evo, zdaj bomo naredili tisto kratko pauzo. Hvala, Peter. Ne moram mimo tega, da si bil poleg tega, da si bil pač visoko produktiven v svojem poklicu, si bil visoko produktiven tudi v družini, pa ne mislim samo števila, ampak predvsem tvojih 2 sinov in hčere je tisto, kar si dal naslednjim generacijam. Zanima me, ali ste se doma, tako kot si rekel, da si se ti z očetom pogovarjal tudi s svojima sinovoma, ki sta obrala pravno pot, veliko pogovarjal o pravu. Ali sta zato zašla v te očetove vode in Aleksandr in Rok? Aleksandr bi mimo glede moj sošolec na faksu. Iz odlične Poljanske gimnazije. Tudi na Poljanah, ja. Tako je, jaz sem imel najprej pisarno v domači hiši. In iz pisarne se hodil na kosil, pa smo skupaj jedli, pa se pogovarjali. Zanimale so jih te zgodbe, ki sem jih povedal o kaj ljudje doživljajo. Vendar, to jaz nobenega nisem silil nekaj pravo študirati.
In tudi niso se odločili. Aleksander je fantaziral o tem, da bo šel za pomorca, Rok je pa že naredil sprejemni izpit na fakulteti za šport in mi je šele iz vojske sporočil, da se je pa premislil, da ga pripišem na pravo. Prvi dan po diplomi sta začela delati v pisarni naši. Na njuno pobudo smo tudi ustanovili družbo in se povečali in preselili in tako naprej. Hči se je pa odločila za arhitekturo. Namreč moja hči Petra je v nobeni šoli ni imela manj kot odlično oceno. Kar naprej se je učila in vsa naprej je bila suha. In jaz sem rekel, Petra, Jurija ti dan, če prineseš eno trojko, pa ni prinesla. Sem se bal za njo. Na prvem izpitu v življenju, ki je padla, je bil pa sprejemni izpit za fakulteto za arhitekturo. Tam je padla edinkrat. Ampak bila je vztrajna, naredila je 2 doktorata znanosti in danes je profesorca na isti fakulteti, kjer je padla na sprejemnem izpitu. A se doma veliko pogovarjate o pravu? Kako arhitektka gleda na vaše pravne ume? Mi smo zelo povezani. Kljub temu, da je Aleksander v Švici od ponedeljka do petka, sva vmes na telefonski povezavi, Rok je sosed, Petra je pa v Ljubljani, ampak najmanj vsaj kakšen SMS na dan si izmenjamo. Zdaj, pogovarjamo se tudi o pravu, o situaciji, kakršna je v državi. Kakšna se ti pa zdi situacija v državi? V enem stavku bi rekel, da je situacija v državi družbeno, političen in zdravstveni poden. In mislim, da sta samo 2 rešitve. In sicer, da gremo vsi na volitve in da se gremo vsi cepiti. To je rešitev iz sedanje situacije. Ja, iz tvojih ust božja ušesa, ne, Peter? Zdaj rekel si, da doma debatirate verjetno politiki pravo. Morda se Aleksander zdaj malček manj ukvarja s pravom, kot se je prej, ko je vendarle bil odvetnik, kolega. A se kaj o nogometu pogovarjate? A imaš ti rad nogomet? Torej, jaz sem šel prvič na nogometno tekmo, ko je postal Aleksander predsednik Slovenske nogometne zveze. Nikoli prej. Nikoli prej in pa sem hodil na vse tekme slovenske državne reprezentance. Zdaj hodim pa samo na finale Lige prvakov. Ja, bi si, ne? Ampak z Aleksandrom sva ugotovila, da ne bi uspel počenjati tega, kar zdaj počenja, če ne bi imel pred tem 24 let advokature. Ker ti funkcionari so poleg tega, da so milijarderi, so futbolisti. O pravu nimajo kaj dosti pojma. Zdaj, ki je bila 48-urna bitka zoper Superligo, je potreboval tudi pravno znanje. In tudi, kada se pogovarjava z Aleksandrom, dosti se pogovarjava o pravnih ozadjih, tudi poskusa svetovnega prvenstva vsake 2 leti in tako dalje. Tako da... Si imel kaj prstov vmes, Srbi imajo en zelo lep izraz, jaz mislim, da ga v slovenščini sploh ni, kako nekdo nekoga nadmudri. In jaz sem imela ravno pri tej Superligi občutek, kako jih je Aleksander vse nadmudrijo. Je brainstormal s tabo? Si vedel, kaj bo naredil? On je bil, kako je povedal pred 2 dnevi, kdaj je bil intervju na zagrebški televiziji.
On je bil v avtomobilu z Bobanom, vrhunskim hrvaškim nogometašem in njegovim svetovalcem za nogomet zdaj na UEFA, ko so mu po telefonu sporočili, da se je ustanovila Superliga. Zanimivo je, da je Boban rekel, stavim se, da boš zmagal, je rekel že takrat v avto. Ampak takrat se je začela neznosna borba. Aleksander ni spal 48 ur, niti minute, niti skozi delo. Ampak priključili so se mu angleški navijači. Angleški navijači, srednji ali pa nižji sloj, nima drugega, kot v nedeljah na tekme hoditi. In Superliga bi pomenila, da bi igrali samo najbogatejši in si delili milijarde, danes pa UEFA ohrani nekaj procentov za plače, drugo pa vse razdeli, tudi najmanjši klub v Sloveniji dobi denar od teh 4 milijard, ki jih UEFA zasluži vsak let. In tukaj je nastal boj med kapitalom in med človeško naravo nogometa. Nogomet je šport, ki ga lahko vsak goji, eno žogo najde pa brca pred hišo ali pa kjerkoli do vrhunskih zadev. In ko so voditelji evropskih držav pogruntali, da je ljudstvo proti, so tudi podprli Aleksander, ker so bili njihovi volivci. Skratka, razen 3 klubov so vsi odstopili. In to je nedvomno, zasluga tvojega sina. Je pa zanimivo to, da je Madrid, Real Madrid, njegov predsednik Perez, je najbogatejši gradbenik v Evropi, je na sodišču skušal, na madridskem sodišču skušal doseči začasno odredbo, da se ti klubi ne bi smeli kaznovati strani UEFA. Sodišče madridsko je pa odstopilo zadevo Evropskemu sodišču, temu za Luksemburgu. Sodišče Evropske unije. Torej, to sodišče bo enkrat drug let razsodil, ampak izvedeniška mnenja ali pa stališča so pa že prispela na sodišče taka, da se Evropskemu združenju nogometnih zvez daje pravica, da prepovedujejo ustanovitev združenj ali pa lig, ki bi nasprotovala evropskemu načinu nogometa, evropskemu načinu življenja in tako naprej. Tako da upamo, da bo tudi po pravni poti zadeva rešena. Ampak ne glede na to, Aleksander je s tem zaključil. In po 48 urah se je 8 ur sam vozil iz Švice domov z avtom. Jaz sem ga bodril, da se spi po telefonu. No, vidim, da te nogometna politika bolj integrira. Offside, veš kaj? Kaj? Offside. Kaj je rekel? Kaj že offside? Punce ne vem, ampak po mojem veš, ne se te malo približen. Veš kaj, peva zdaj v tvoje, rečemo, temu pisateljske vode, pa se bom najprej dotaknila na zadnje tvoje knjige, ki sicer nisi napisal ti, biografija. Pisac je bil ghostwriter, verjetno, Tadej Golob, verjetno si, ne vem, kakšen del knjige tudi sam napisal. Zakaj knjiga? Predvsem pa me zanima, zakaj si knjigi dal naslov Nespodobni odvetnik? Torej, ta knjiga je darilo mojega Aleksandra za moj 80. rojstni dan. Poklical je Goloba, mu naročil, da napiše mojo biografijo in plačal. Potem je pa 4 mesece bilo časa do 28. junija, ker je bil moj 80. rojstni dan in ker bi morala knjiga na ta dan izideti. In Golob je hodil vsak dan k meni in jaz sem mu 4 ure pripovedal o svojem življenju. On je pa to snemal. Poje dal eno pretipkati, poje pa malo premetel pa oblikoval.
Skratka, si tako lepo govoril, da ni bilo treba nič kaj dosti delati. Tekst je prišel na branje. In zakaj naslov Nespodobni odvetnik je pa dal Tadej Golob. In sicer, ker sem bil v enem sporu z uglednim profesorjem pravne fakultete, z profesorjem rimskega prava, njegov ime prijemek lahko preberete v biografiji, tam nisem mega šparil, tam sem vse z imenom in prijemkom imenoval. Namreč, mi smo zagovarjali eno podjetnico štajersko, ki je bila obtožena, da je naročila umor svojega moža in bombni napad na policijsko postajo. Zadeva Makotera, ne? In je prišla in je bila skozi v priporu in je njen sin prišel s pravnomočno sodbo k Aleksandru, da ne naredi izredno pravno sredstvo. Obsojena je bila na 30 let zapora. Aleksandar je po 4 dneh in 4 nočeh napisal tist ZVZ in vrhovno je razveljavilo. Ona je bila ves čas v priporu in je bila nesposobna se zagovarjati, imela je 40 kg telesne teže in skratka, najprimarni cilj za Aleksandrom, ko smo prevzeli obrambo, je bil, da jo spravimo iz pripora. In ko smo jo spravila iz pripora, je vzela drugega odvetnika, smo ji naročila in bila oproščena. Kaj ti? Če je nekdo 2 leti v priporu od vložene obtožnice, ga je treba izpustiti iz pripora, če sodnija ni sposobna izreči sodbe v 2 letih. In manjkalo je samo 14 dni do razglasitve sodbe do izteka 2 let. In to sem rekla z Aleksandrom, Milica, ti nama odpovej pooblastilo. Namreč, če odvetnik odpove stranki pooblastilo, mora še 1 mesec hoditi do obravnave. Če pa stranka, pa odvetnik ne sme več stopiti v razpravno dvorano. In ona nama je odpovedala pooblastilo in v 14 dneh niso mogli najti odvetnika, ki bi prebral 10 000 strani spisa in so jo spustili iz pripora. Zdaj, mi pa nismo nesla pištolo v arest ali pa pilo, da prižage rešetke, ampak smo jim povedala, kaj dopušča zakon o kazenskem postopku. Ta profesor je pa napisal v pravni praksi en članek, da tudi če odvetnik z zakonitimi pravnimi sredstvi prepreči sojenje nekomu, je njegovo ravnanje nemoralno, neetično in tako odvetnik je nespodobni odvetnik. In jaz sem bil nespodobni odvetnik. Hvala za ta background tega naslova. Moram pa povedati to, da če je sodnija pametna, se to ne more zgoditi. V Zagrebu so sodili Artukoviću in so bili vojnemu zločincu, in so bili zelo zainteresirani, da ga obsodijo ali pa da nekaj svoje predno umre, ki je bil slabega zdravstvenega stanja. In so od začetka obravnave sta sedela 2 odvetnika po uradni dolžnosti med publiko. In sta bila vsak trenutek seznanjena, če bi se to zgodilo, da bi Artuković odvetniku pooblastila, bi ona lahko nadaljevala postopek. In Artuković je bil obsojen, vse bilo lepo. Torej, treba malo misliti. 2 koraka naprej. Ja. Dajva zaiti še v ene tvoje vode. Veš, da sem zasledila, da si bil ti včasih novinar. Ja. Pa da si pisal dramska besedila, menda je Mestno gledališče Ljubljansko uprizorilo 2 tvoji satiri, sicer leta 63, zdaj že ful daleč nazaj. Kako danes gledaš na novinarstvo, pa se bo pa še satire dotaknila? Torej, mediji, za izjemo režimskih medijev, so in morajo biti psi, čuvaji, varuhi demokracije. To je tista tudi medijska zvezda. 12 let. Ja, in se s tem verjetno strinjaš. Kar se pa satire tiče, ki sem jih tudi nekaj pisal,
Je pa danes situacija taka, da so bolj primerne groteske. Jaz sem pogledal slovenski pravopis, piše, da je groteska strašljiva komičnost. Mi imamo vsak dan kakšno grozljivko. Bom eno povedal, ne? 2 zakona sta nalagala vladi, da plača dolžne zneske slovenski tiskovni agenciji. Poleg 2 zakonov je bila še pravnomočna sodba. Niso upoštevali niti zakonov, niti sodbe, ampak se je pojavil mediator v osebi predsednika države, ki jih je skušal poglihati ob 2 zakonih in sodbah. Naj to strašljivo komičnost ponazorim z naslednjim. Mož do nezavesti pretepe svojo ženo. Potem pride mediator in reče, ljuba moja, a ne bi videla vsak po en korak stopila nazaj. Kam naj stopi v Boga pretepena žena? Prispodobe tvoje, ja, dajo misliti. Peter, rekel si, ja, groteska, ne, ampak a boš še napisal, da je kakšno satiro? Pišeš kakšno? Torej, ne, si se rekel, da ni pa pravi čas. Trenutno nimam literarnih ambicij. Hočem reči, da vsakih 7 let nekaj drugega delam. 7 let sem bil pisatelj, pa sem napisal 10 knjig. Zdaj me tega mojega Periča noči tanto. Jaz sem zmeraj po 24 ur na dan sem se ukvarjal s svojim klientom. Enkrat sem zagovarjal enega Lončariča, ki je bil svetovni prvak v tihotapljanju ljudi iz Kitajske v Slovenijo. In jaz sem noči dan se s tem ukvarjal, na noči v marci imam jaz beležko in če se v 2 ali pa kadarkoli kaj zbudi, pa dobim idejo, pa zapišem, da lahko pa naprej spim, kolikor spim. Potem pa je rekla enkrat pokojna soproga, je rekla, dragi Peter, dokdaj namerava tale tvoj Lončarič spat z nama v najni zakonski moški? Ja, mečkim ko si govoril o groteski, jaz sem vseeno rekla, da bi te vprašala, sva rekla, da v politiki veliko ne bova, no, ampak vse je malo svaže, ampak mogoče samo to vprašanje, no. Si pravnik, družbeno kritičen, razmišljujoč, kaj bi spremenil, če bi lahko? Male stvari, ki jih ne bi spremenil. Se prav skoraj vse. Sem jim odgovoril. Ja. Skoraj pri koncu sva, Peter. Glede na tvoja leta, ne, sem rekla, da te moram malo vprašati, kako gledaš... A si zaupala, koliko so zdaj publiki? Letnik se smo videli, letnik skoraj izračunajo, letnik 38, ne? Evo, pijejo te tam, letnik 38. Sem rekla, da te bomo vse mačken prcela, ne? Danes je vse digitalno, ne? Jaz tudi svoja starša malo gledam. Jaz sem mamo komaj nahecala, da ima zdaj ti Apple telefon, pa je čist nasrečna, ki mora tam takole s prstkom šibati po ekranu, ne? Kako pravzaprav ti gledaš na digitalizacijo, ti je blizu, vse se seli v ne vem, če veš, zdaj mislim, da nekje v Španiji nastaja tudi projekt e-sodnika, na koncu še sodnika ne bomo več rabili, ker neki algoritmi odločali o tem, ali je nekdo kriv ali ni kriv. Čist še eno zanimivost lahko povem, na Kitajskem e-sodnik že deluje in na Kitajskem so zračunali, da so bili ljudje obsojeni za strožje kazni v popoldanskih terminih. So bili sodniki že polno kupar vsega, utrujeni so bili. To je ena glavnih argumentov, zakaj je treba narediti e-sodnika, ker ta bo pa 24 ur na dan objektiven, ne bo utrujen. Peter, kako gledaš na digitalizacijo? Imaš pameten ali neumen telefon? Pameten. Namreč, jaz sem proti e-sodniku. Jaz tudi. Sodnik mora biti človek, mora biti dober človek, mora biti rad ljudi, mora biti življenjsko razgledan,
izkušenj in stroj e-sodnik to okoli ne more biti. Jaz ne bom pozabil enega starega podeželskega sodnika, ki je mladi kolegom, bodočim sodnikom razlagal, kako razrešiti spor. Najprej se vprašate, kako bi se stvar rešila na pravičen način, je rekel. Uporabljate zdravo kmečko pamet in šele pol na koncu poiščete paragraf. Torej, tako sojenje mene zanima. Sodnik mora imeti poklicni pogum. Zdaj imamo upravk, ki je Vrhovno sodišče spustilo balkanskega bojevnika, našo stranko in so vsi razburjeni. Ampak zakaj gre v tem primeru? Človekove pravice so svete. In prisluškovanje je dovoljeno po našem pravu samo, če ga odobri preiskovalni sodnik. V tem procesu so bili prisluhi iz Italije, iz Srbije, iz drugod, kjer odločajo sami policaji oziroma tožilci. In taki dokazi se ne sme uporabiti, ker so nezakonito pridobljeni. Mi teksta sodbe še nimamo, ker se še piše, ampak glede na vsebino zahteve za varstvo zakonitosti, mislim, da je to. Dajmo počasi zaključiti nekaj takih kratkih odgovorov od tebe. Potrebujem recept za dolgo in zdravo življenje, karate, črni pas, ne vem, če veste, ne češen zobac s Petrom, še vedno po mojem zna se samo obraniti. No, ampak recept, kaj je tvoj recept? Recept je bodi maksimalno aktiven telesno in duševno. Jaz hodim vsak dan v službo, imam 57 let rednega delovnega razmerja in še zmeraj sem v rednem delovnem razmerju. A boš šel kdaj v penzijo? Enkrat sem rekel, da bom verjetno umrl, da so dni. In moje zadnje besede bojo: oprostite mojega klienta. Poleg tega se pa trudim zelo aktivno telesno. 3-krat na teden sem v fitnessu, že 80 let z istim osebnim trenerjem. 2-krat na teden z mojo partnerico, tam ne sedi zraven gospoda Vesela, igrala golf. Karate sem pa večkrat pustil, ker mi je rekel moj trener fitnessa, doktor, za božjo voljo, en dan na teden pa naj počivajo vaše pešice. Pametno je svetoval. Če bi imel še enkrat možnost izbrati poklicno pot, bi izbral enako. Vedno. Enkrat odvetnik, vedno odvetnik. Evo, še kratko vprašanje, res čisto za konec. Najljubši film, slovenski in tuj? Kateri ste najbolj zatisnil spomin, recimo? Boštjana Hladnika, mojega prijatelja, kateri film je že, zdaj me iz glave padlo. Maškarada? Ne. Morena? Imaš plonk listek, poglej. Ples v dežju. Ples v dežju, ok. Pa tuj? Tuj film je pa Botr, ta prvi z Lorenom Barandom. Ok, tvoja tematika. Brana Tlike simpatije. Najljubša pesem, slovenska in tuja? Ko roža cveti, od Kreslina. Ok, lepo. Pa tuja? Tuja je pa o Karo Babino Bio iz Pučinjeve opere Čarješkiki. Najlepši kraj na svetu? Poleg Grosuplja. Glede na to, da mi je bil letos podeljen naziv častnega meščana Ljubljane. Ljubljana. Dobro, v redu. Podpišemo. Bi poletel v vesolje, če bi imel možnost? To ni več znanstvena fantastika, ne? Zdaj lahko. Torej, pri tej množici lačnih ljudi na svetu, pri problemih s podnebnimi spremembami, se mi zdi kriminal zapravljati milijarde za turistična potovanja bogatašev. Ne bi šel. Avto tvojih stanj?
Moje sanje je avtošoferje. Najljubša aplikacija na telefonu, rekel si, da imaš pametnega. Moja najljubša aplikacija je tista, ki preprečuje, da bi se prisluškovalo mojim telefonskim pogovorom. Torej uporabiš signale. Pametno polde. Vaš vzornik, tvoj vzornik je kdo? Ga nimam. Nimaš vzornika, si sam sebi. Ja. Super. Najljubša hrana? Kočje jetra. Foie gras. Foie gras. Ok, se kar malo sline pocedile. In še zadnje vprašanje. Najljubši način tratenja časa? Dremanje po kosilu. Odlično. Peter, najlepša ti hvala za tvoj iskriv za vse, kar si Sloveniji dal, kar še boš. Izjemno sem počaščena, da si se odzval povabilu, povedal nekaj iz tvoje zakladnice, anekdot in dogodkov. Dolgo ostani še tako oster, razmišljujoč in še enkrat iskrena hvala. Jaz mislim, da si je Peter zaslužil en velik aplavz. Še nekaj bi rad povedal. Izvoliš. Jaz sem imel v zadnjih letih preko 100 intervjujev po raznih vaseh in krajih in tako dalje. Ampak zelo sem se razveselil Natašinih vprašanj, ker je prva, ki do potankosti pozna odvetniški poklic, ne glede na dolgost bivanja v njem, in ker je tu sicer super ženska, nadarjena vsestransko in tako dalje in tako dalje. In šokiran sem bil, ko sem slišal pohvale, kako je lepo pela s Heleno Blagne tukaj in upam, da bo tudi Črnovska zapela. Hvala lepa.